Lahko v prekmurščini. Ne vem, s to, ko sem tako navajen že s prijatelji pa doma z družino. Zelo sem ponosen, da govorim prekmurski jezik. Tako lahko izrazim pravega sebe. V šoli pri pouku pa se pogovarjamo v knjižnem slovenskem jeziku, med odmori s prijatelji pa se pogovarjamo v prekmurščini. Pogočavljamo se, to je kar oceno dolgo, pa kaj je bilo pitane, pa se te znam tudi navčiti tiste vprašanja, ko nam je malo leže. V bližini naše šole se nahaja evangeličanska cerkev ter Štefan Kuzmič dom. Štefan Kuzmič je utemeljil prekmurski jezik. On je bil prekmurski evangeličanski duhovnik, ki je leta 1771 prevedel novi zakon iz grščine v prekmurščino. To je bil prevod Nove zaveze. Lahko bi rekli, da je bil Štefan ali Štefan Kuzmič prekmurski Primož Trubar, le da je živel 200 let kasneje. Protestanta sta se zavzemala za reforme ali spremembe, tudi zato, da je bogoslužje v jeziku vernikov namesto v latinščini. Praznujemo 31. oktobra, te se spomnimo začetka reformacije, verskega, političnega pa kulturnega gibanja, ker je bil v 16. stoletje. Z reformacijo smo mi Slovenci dobili slovenski knjižni jezik. Primož Trubar je leta 1550 napisal katekizem pa abecednik. Šole so pač nastajale, pa je se tudi tako pismenost povečala. Če ne bi znal brati, bi bil nepismeni, ne bi znal glesan, kama idem pisati, pa zato v kalejku napišem tudi svoje ime pa primer, pa ka nekom kaj napišem. Reformaciji je sledila protireformacija, preganjanje protestantov, tudi evangeličanov. V slovenskem prostoru večina teh vernikov danes živi v Prekmurju. Zato ker je tudi Prekmurje bilo zmej pač v 16. stoletju del Ogrske oziroma Madžarske. Tukaj so pa lahko protestanti ostali zaradi zgodovinskih razlogov in verske strpnosti. V Puconcih pa stoji najstarejša zidana evangeličanska cerkev v Sloveniji. Cerkev ni okrašena zato, ker je bil klic reformacije, da človek stopi vase, v svoj intelekt, razum, v dušo, prevaja knjigo, bere svetopismo, dela na sebi in na družbi iz svoje notranjosti navzven.